Zdaj pa se selimo v jugovzhodno Azijo na Tajsko. Tam ljudje že več tednov protestirajo proti vladi, občasno izbruhne tudi nasilje. Ker želi vlada omejiti proteste, je razglasila izredne razmere. To pomeni, da bo lahko bolj nadzorovala medije, prepovedala zbiranje ljudi v javnosti in uvedla policijsko uro, torej določila, do katere ure so lahko ljudje na ulici. Zakaj pa se na Tajskem dogaja vse to? Podrobno pod lupo. Leta 2011 so za predsednico vlade na Tajskem izvolili Yingluck Shinawatra. Med njene podpornike spadajo večinoma revnejši prebivalci in tisti, ki živijo na podeželju. Njihov simbol so rdeče majice. Shinawatri nasprotuje Suthep Thaugsuban, ki skupaj z množico ljudi, oblečenih v rumene majice, protestira na ulicah. Thaugsubana podpirajo predvsem premožnejši in bolj izobraženi Tajci. Pravijo, da bi morala Yingluck Shinawatra odstopiti, saj nima dovolj izkušenj za vodenje države, poleg tega pa o najpomembnejših stvarih v državi po njihovem mnenju ne odloča sama, temveč nanjo vpliva brat Thaksin Shinawatra. Ta je bil predsednik vlade pred njo, a je bil obsojen zaradi korupcije in je pred zaporno kaznijo pobegnil v tujino. Da bi Yingluck Shinawatra pomirila protestnike, je za prihodnji mesec razpisala nove volitve. A protestnikom tudi to ni všeč, ker pričakujejo, da bo na volitvah ponovno zmagala. Zato hočejo, da Shinawatra odstopi. Torej, na Tajskem protestirajo privrženci Suthepa Thaugsubana, ki zahtevajo odstop predsednice vlade Yingluck Shinawatra.